Marko Lukas Horvat in Rok Kidrič. Domači trener Marjan Pušnik. Hrubik podaja žogo v kazenski prostor, to sploh ni slabo. Poglejte, tam Muminoviča so rešili ostali soigralci, predvsem Petrovič, ki je zdaj tudi odlično podal naprej proti Tahiraju. To je morda priložnost za Aluminij. Tahiraj nazaj proti Kidriču, tudi tam je težko igrati, strel proti vratom. Še ena dolga podaja naprej, danes jih res lahko pričakujemo v izobilju, to pa je čudna poteza Rudarjeve obrambe. Tahiraj je ravno kar dosegal svoj 4. zadetek v sezoni, s čimer se je izenačil z Rokom Kidričem. Ampak tule so nespretno posredovali najprej osrednji branilci. Hrubik je tule skušal preprečiti. Hrubik podaja, lepo je Tučić podaljšal, to je zdaj velika priložnost. Radić, krasen gol. Krasen gol Dominika Radića v 41. minuti. V zelo pravem času je zdaj za Rudar izenačil Dominik Radić. Nova priložnost za Radića, ki pa je v tem primeru vendarle malce preveč osamljen, vendar poln samozavesti. Arab skuša nevarno podajo preusmeriti naprej v kazenski prostor. Dominik Radić. Na pravem mestu pa je bil potem Damir Grgić. To je zelo zanimiva situacija in res nenavaden in hkrati fantastičen zadetek Klemna Bolhe v drugi akciji in hkrati v prvi minuti drugega polčasa so Velenjčani prišli do vodstva. Pač zelo pomemben člen Pušnikove igre je Klemen Bolha. Bolha je zabil svoj prvi gol v letošnji sezoni, no zdaj pa še ena velika priložnost za Francesca Tahiraja, ki je meril preveč po sredini gola. Arab dobro se je znašel, Tučić sodeluje, tam Hrubik pobegnil po levi strani, še vedno Hrubik, to je priložnost, lepa podaja in gol Žige Škofleka. Lepo so kombinirali Rudarjevi nogometaši, serija zelo lepih in natančnih podaj in prvi gol za Žigo Škofleka v dresu velenjskega Rudarja. Zabil je seveda svojemu bivšemu klubu, za katerega je nastopal 3 leta. Tole ni dobra podaja, Petrovič bo imel priložnost, in obramba Pridigarja. Odlična diagonala proti Pušavarju, podaja proti Črnčiču, lepo teče zdaj ta akcija za Rudar. Črnčič podaja, Vodeb je prišel do strela. Zdaj Rogina, dobra podaja naprej proti Tahiraju, Tahiraj na drugo stran in to je zadetek Tadeja Trdine. Če bi se to zgodilo malce prej, potem bi bilo vsekakor lahko še bolj zanimivo. Ja, moram jih pohvaliti za odnos, prav tako danes tudi za učinkovitost. 3-krat smo zadeli, lahko bi dali še kakšen gol, tudi Aluminij je imel svoje priložnosti. Tekma je bila zelo zanimiva, mi smo zopet zelo slabo odprli, se pravi hitro prejeti zadetek, potem se počasi dvigujemo. Je pa najbolj važno to, da so fantje začeli igrati, da si ustvarjamo priložnosti. Res moja kritika jim pa gre glede tega, da prej lahko dopuščamo zadetke, zelo neodgovorno včasih odigramo v zadnji liniji ali preveč podaj nazaj. S tem pomagamo nasprotniku, da si ustvari priložnosti. To bomo vsekakor morali popraviti. Na drugi strani pa sem zelo vesel teh točk. Fantje bodo s tem, upam, bolj pogumni, bolj odločni in da bo bolj veselo se šlo v naslednje tekme. Razmere za igro težke, zato veliko nekega truda je bilo potrebno vložiti za to, da bi lahko žoga stekla. Mi smo želeli boljše, kot smo prikazali. Mislim, da tekma ni bila tako odprta, da bi lahko 3 zadetke prejeli v
v tako kratkem času. Ja, res je, imeli smo pri 2:1 dve lepi priložnosti, pri 3:1 tudi dve lepi, oziroma zelo veliki priložnosti, ko je z malo kvalitete potrebno, da bi se zabil gol. Ni nam uspelo, ampak mislim, da v osnovi so ravno ti trije prejeti zadetki bili ključni. To je absolutno preveč za to, da bi lahko upali na kakšen bolj pozitiven rezultat.